Pozdravljeni v mojem studiu. Tukaj z mojo ekipo nastaja večina idej, kakšni bodo plani za naprej in kaj najboljše, da predstavimo doma in v tujini. Seveda, kljub resnemu delu, se vedno najde čas za drugačno umetnost, ki mora biti vedno povezana z lasmi. Pred nekaj leti sem se odločil narediti sliko iz las. Najprej sem začel s tatuji, ki s posebno tehniko izrežemo na glavi in tako nastanejo zelo realistični portreti ali drugačne oblike. Malo zatem sem začel slikati kar na delovnem pultu. Po slučaju, ko sem čistil mašinico, je iz nje padal fini prah iz las. S tem prahom lahko natančno slikamo, z daljšimi lasmi, ki jih postrižemo, lahko dobro senčimo in sliki dodamo malo več značaja. Kako slikamo z lasmi, vam bom prikazal v nekaj korakih. Najprej je potrebno nekoga postrižiti, zelo pomembno je, da so lasje oprani, drugače se preveč skupaj držijo in nastane problem, saj je težko lase posuvati po površini. Če imate možnost, iz mašinice očistite lase in tako dobite fini prah. Lase narežite na različne velikosti. S tem pridobimo, da lahko senčimo. Manjši lase poudarijo malo več detajlov, večji dodajo malo več efekta. Jaz za oblikovanje uporabljam prste, vizitko in glavnik špico. Z vizitko lahko delamo natančne oblike, s prsti poudarjamo sence in glavnik špico nam pomaga, da dodelamo detajle. Seveda bi lahko uporabil čopič in ostale pripomočke, ampak meni osebno zadostuje uporaba osnovnih pripomočkov. Lase nežno posipajte po površini, z vizitko začnite oblikovati obliko, ko boste končali osnovo, uporabite glavnik špico, da bodo vidni detajli. Vzemite daljše lase in pričnite senčiti in delno zakrivati osnovo. Posebej morate paziti, da ne pihnete, ker vam bodo lasje zbežali in boste uničili to, kar ste naredili. Meni se je to že zgodilo. Koncu, če naredite samo osnovno in zabavno sliko iz svojih las, bolj podoben portret samega sebe boste težko naredili. Saj v laseh je DNK. DNK je molekula, ki je nosilka genetske informacije. Poglejte se, to ste vi. Bolj podoben, kot se vam zdi.